Roke gor, evo, jaz sem prvi pico naredil in tudi moja pica prva gre v peč. Danes bomo na Valtisu naredili en poskus in sicer odločili smo se, da bomo probali, kaj se zgodi, če v peletni peči spečemo pico. Mi smo že praktično par tisoč takih peči proizvedli v zadnjih 15 letih in nikoli še nam ni niti na pamet prišlo, da bi probali v taki peči speči pico, tako da bomo v bistvu videli, kaj se bo zgodilo. Pico bomo pa spekli na sledeč način. Tukaj not je zalogovnik za pelete, smo jih nasuli noter. Pripravili smo pa tak posebni podstavek direktno nad gorilnikom peletnim, kjer je šamot in na ta šamot bomo dali pico. Ne bomo pa samo pekli pice, ampak smo se odločili, da naredimo tekmovanje oddelkov, kdo speče boljšo pico. In sicer Davor kot vodja servisa bo pripravil pico, Leon vodja proizvodnje in pa jaz vodja prodaje. Bomo pripravili vsak svojo pico. Strokovna komisija, Sandra, Tadej pa Filip, bojo pa ocenili dve stvari pri pici. In sicer od 1 do 10 bojo ocenili izgled pice, kak je rob, če je lepo zapečena, če je lepo okrogle oblike in pa seveda okus. Te točke bomo na koncu sešteli in bomo videli, kdo bo zmagal. Sestavine so pripravljene, tekmovalci ste pripravljeni? Gremo delati. Ok, akcija. Kaj imaš v planu dati gore? Ker jaz tebe dobro poznam, vem, da imaš rad pico s tuno. Pa bomo dala tuno, pa čebulo, pa Dobro. olivno olje. Ja, pa toto borato, ne. A tako da je tudi tu nekega takega malo špekuliranja, kaj ima kateri rad, ne? Moja glavna prednost je, da poznam komisijo, ne. Leon, jaz sem si kar vzela očala, ne, da bom to še bolj videla. Ja. Zdaj dobro. Malo premalo sira imaš, se mi zdi. Ni še gotovo. Ni še gotovo? Nisem še roke dvignil. Okej, nisi še dvignil roke. Bomo čakam do konca, da so tekmovalce ne bosta videla mojega Tako. skrivnega recepta. Ti si vodja servisa, Ja, torej se spoznaš na settingse. ja. In kaj imaš, nekaj si... Jaz si bom malo parametre spremenil, Dobro. tako da ona dva ne vidita, da naredi malo višjo temperaturo, pa krajši čas, malo bolj se bo zapeklo, šamot bo bolj vroč, in bo pica 100% najboljša. Torej, to je tvoja glavna... Ja, to ima Glavni glavno. adut. Nisem dober v sestavinah pa teh, ampak Dobro, nima veze, Tu, ne? to je Ognje moja tudi adut. važno. Ti imaš kaj? Seveda. Ja. Evo, vidim, da Matej že zaključuje svojo pico, prvo. Evo, Pa da vidim, evo ga. to je to, roke gor. Evo, jaz sem prvi pico naredil in tudi moja pica prva gre v peč. Tako da, akcija. O, lepo. O. Evo, danes sem za vas pripravil pizza tonara. Torej imamo stuno, bufalo mozzarella, malo gorgonzolice in olivno olje, olive, čebula. Na koncu smo še pa dodali malo bazilike. Kar precej mehka je, ne? Ja, mehka zelo. Da. Je dobra? Dobra. Mogoče malo pretanko testo, Ja? ne, da ne drži vsebnosti. Ne vem, no meni pa še. No, vrije. vprašam. Dobra. Dobra pica. Dobra. Res. To je pica Valtisova. Gor je šunka, tuna, sir in mozzarella bufala, paradižnik in origano ter narezana oliva. Zdaj Valtisova je zato, ker je dobro obložena, to pomeni, da dobite zelo dosti za ta denar. Viš, tu pa je testo malo bolj Ja, testo je bolj kompaktno, boljše. S tem, da je pa v straneh je malo bolj zažgana. Ne, tu se mu je malo ponesrečilo. Ja. Je pa res, da Matejova mi je bila mogoče malo bolj všeč. Imenuje se pica peletka, zato ker je kot naša peč mala, ampak ponuja veliko.
Dobro, Res je okusna. dobro. Edino, kar ima njegova pica, eno posebnost, kar oni dve nista imela, poglejte od spodaj. Je Aha. to ful je moke od spodaj. Mene pa tudi ena izmed boljših. V redu je. Izmed boljših 3. Evo, tekmovanje je zaključeno, komisanti smo se odločili glede točk, tako da naprošam tekmovalce, da pridejo. Evo, prvi je Davor. Za Davorov izgled pice smo zbrali 27 točk. Evo, za okus smo zbrali 21 točk. Pri Mateju imamo za izgled 21 točk in za okus 27. Za Leona smo pa zbrali za izgled 20 točk in pa za okus 26, torej 48. Isto 48 in pa 46. Tako da, Davor, roka. ampak število točk je pri vama isto, ampak glede na to, da je Davor malo švinglav, malo si je parametre nastavil, ga moramo zaradi tega diskvalificirati, je tako? Komisija? Nažalost. Tak je. Nažalost. Ne? Prirejeno je lahko. Je Matej zmagovalec, tako da čestitam. Imam pa še za tebe eno nagrado. Evo ga. Medaljo. Dobiš Pa daj. Valtis medalja. Tako da, Hvala. Čestitam. Tako je prav. čestitam. Ja, ok, hvala za medaljo. Ne. Ja, glej, Hvala hvala komisiji, ne, zmagal. Ampak kaj je pa glavno, je pa to, da smo v bistvu prvič probali v peletni peči, ki je drugače namenjena centralnemu ogrevanju, speč pice. In mislim, da je vsem uspelo, nobena ni bila ogabna, ne, je tako, nobena ni bila zažgana. Teda gre, ne. In glavno je pa ta peč drugače namenjena ogrevanju, centralnemu ogrevanju. Torej, če te zanima prenova ogrevalnega sistema s takim peletnim kotlom ali pa tudi mogoče s kotlom na drva, predlagam, da stisneš nekje na povezavo, ki je okoli tega videa in se naroči na brezplačen ogled kotlovnice. Naš prodalec te bo poklical in uskladila se bosta glede termina našega ogleda, v sklopu katerega bomo pregledali tvoje potrebe, kar se tiče prenove ogrevalnega sistema in tvoje želje in pripravili individualno ponudbo za prenovo kotlovnico z takšnim peletnim kotlom ali pa z kotlom na drva. Do takšne prenove lahko pride že nekje od 60, 80, mogoče 90 evrov na mesec. Tako da klikni na povezavo in se vidimo v tvoji kotlovnici. No, nam je še pa ostalo nekaj sestavin, tako da moramo porabiti.